Fantasy. Radio Fantasy. Ja, lahko bi rekli kar abrakadabra, ker od Zagorja preko Kitajske in Avstralije do Celja z mano en delček skupine Orlek. Ivo in Mitja, pozdravljena, dobro jutro. Živijo. Ivo, daj prid malo bližje mikrofona, saj sem ti povedala. bližje? Ja, tak, ja. Okay. Moraš biti čim... malo nage, ne? Ali pa prid čim bližje z stolom, evo, pa je to. Da te čujemo. Saj vem, ti si rekel, da bo bolj Mitja govoril, ne, danes, ampak lej, si prišel zraven za podporo. Štartal sem dober, ne? Štartal si super. Evo, še malo te bom dala na glas, pa je to. Boljše? Boljše. Zelo odlično. Ej, zdaj, ustanovljeni ste bili 2 leti po mojem rojstvu, ne, leta 1989. Koliko sta stara vidva? Koliko boš ti? Jaz sem 26 pa pol. No, sej. Jaz sem počasi čez 30 šel. Aha. Računi 25 minus, ne, 37. 37, ja, tako. Zdaj, ste se Orleki rodili v Zagorju ob Savi. Ja. Kako ste našli, kako ste se našli na kupu? Ste vsi iz tistega konca ali... Ja, v bistvu mi res so soseda, pa brat moj, ne, mi trije smo imeli en band že s prijatelji, še par prijateljev zraven in smo bili takrat osnovnošolci. Ja. Mi smo bili takrat sred 80 osnovnošolci in smo igrali po teh šolskih žurkah, pa za kres, pa take stvari, ne. Fešta. Pa krajevna skupnost je imela žurko, pa smo igrali. Kako ste si pa nadali ime? No, se to sem pa hotel povedati, veseli ventilčki. Veseli. To je zdaj za eter, ne? To je za bravo. Sej pol je bil takle smeh in pol smo dali akord, ampak to je bilo pa tako dolgocajten, da smo pol kar naenkrat bili turbo band. Ampak pol tudi to ni dolgo obstajalo, pol smo pa Vladota, par jih je šlo v vojsko, eni so nehali igrati, mi trije smo pa še ustrajali. Ivo, Jure pa jaz smo ustrajali in Vlado je bil poročen že z mojo sestrično in ni imel benda, takrat hišo je sicer še delo, ampak so že bolj kot ne zgradili in smo ga potegli v bend, ne. In takrat smo pol rekli, smo pa Orlek. Ne? Prosti, veseli ventilčki. To je najbolj pomembna informacija o zgodovini benda. Ja, to se bojo vsi zapomnili, z današnjega intervjuja pa nič drugega. Ne, mislim, zakaj niste obdržali tega imena? Ker mislim, da veseli ventilčki... To je full rock asociacija, pa punk, pa etno. Ej, pa zakaj pa ne? Mislim, a vidite, v kakem času živimo. Zdaj bi bili top. Dobro, ne, sej Orleki ste tudi top, ne bi narobe razumeti, ampak veseli ventilčki bi pa zažgali. Pa bi nas še več vrteli po radiju. Absolutno. Mislim, glede na to, da imate ful izvirno muziko, da je v bistvu od rock'n'rolla mal etno, tako sta rekla, funka, punka, polka, v bistvu vi temu rečete bolj knap'n'roll? Ja, v bistvu tako je, ne, žanr je folk, punk, polka, rock, to je bilo v bistvu blagovna znamka za tujino, ne, da smo to bili folk, punk, polka, rock in na to smo mi v bistvu privabili na te festivale, na naše koncerte ljudi. In je se obnesli, no, ali pa polka, rock so, da kakorkoli. No. Ampak dejansko mi pa zmešamo še vse drugo. Ne. Ivo metalu meša noter, pihavci kakšen Dixieland mešajo noter, ne, pač in pol je na Golica rata metal, rock and roll, Dixieland, ne, iz enega komada pol. Ne. In tako, pač mešamo kar paše, ne, tako kar paše, ne omejujemo se z neki žanri. Ne. Fajne, nimaš nekih ovir, ne. Mislim, lahko delaš komata tisto smer, kot ti zazišiti. Praktično vsak laka svoj izraz o bendi naredi, ne moreš vsak komad vse noter vrš, ne. Ampak... Mal morate gledati, čeprav Ivo se že ne strinja s tem, no, ne, lahko, zakaj pa ne? Da se. Ne, to se tudi imamo kako flauto. A to tudi imamo? Ja, imamo tukaj iz Polzele, imamo novo saksofonistko. Prvič v bendu imamo zdaj saksofonistko in tudi to piše, ko igra par kakšni irskim komadi, tako flautico malo. Mislim, si ženska predstavnica, ne, ker saksofonista smo imeli. Saksofonistko, pravim. Saksofonistko, se je lepo povedal. Ja. Prej smo imeli saksofonista skozi. Ne. No, ampak cajt je, da ste malo zamenjali. Ne? Ja, cajt. Cajt je. Zdaj pa sem še dajmo povedati od veselih ventilčkov do Orlekov. Kako pa ste prišli do Orleka? Ja, pok smo se, ko je Vlado prišel v band, ne, smo mi trije z Juretom, pa Ivo, pa je pol Vlado prišel. In Vlado je pa že en band neki imel Orlek, ne, ker Vlado je stanoval na Orleku. To je hrib v okolici Zagorja. V Zagorju in v bistvu tudi jama Orlek je bila rudniška. Ne. Celo drugo kaseto, ko smo izdali leta 1994, smo original fotko dali
Ljudje božji, oni so res stari, kasete so še izdajali. Kot datum me govoriš. Ne, vse smo mladi, boste videli, v petek pridite na koncert, pa boste videli, da smo mladi. No, tudi do koncerta bova še prišla, definitivno, ampak jaz sem hotela še nekaj vprašati, ker ste bili kar izvirni z imenom skupine, pa z muziko, pa vse. Izvirne imate dejansko tudi naslove komadov, Balkan Express, Houdre, ne, in tako naprej. Kdo je krivec za te stvari? Odvisno. Medva ne. Medva po večini res ne. V bistvu večina komadov napisal kot tekstopis, pa tiste, kar smo pa drugi delali, so pa bolj taki normalni. Ja, no, večinoma pač sploh v prvotnem obdobju, ne, recimo prvih 15-20 let je bil glavnina besedil Vladotovih. Pol so pa začeli tudi še kakšen drug bend ali pa kakšne zunanje tekstopisce smo dobili, ker je bil tudi fajn zmeraj, da je bilo malo drugačne. In tekstopisci je ponovadi tisti, ki nekako da naslov komada. Koliko bi se z eno besedo Orleki upisali? Ni. Je ni? Knapenroll. Knapenroll, Ja. to je to. Se to je ena beseda, so oni. Ja, malo so apostropški zraven. Okay. Zdaj ste pa v bistvu, bom tako rekla, tako smo rekli, saksofon je zraven, pa pišola, pa harmonika. In ob 20-letnici ste izdali dejansko tudi knjigo. Ja, takrat smo izdali knjigo, vse takrat je v bistvu ta izraz Knapnole prišel. Zdenko Matos je to knjigo pisal in pol je bilo toliko žanrov, pa je rekel, to je kar Knapnroll. Kar dajmo zaključiti s Knapnrollom. In to je to. Zdaj, seveda v tujini je težko to dopovedati, kaj to je. Vse je roll. Ampak Knapnroll to razume, da je to nek rock'n'roll, pa da je neka mešanca vsega tega. No, ampak ko si že prej omenil, da zdaj imate pa frišno punco, ne, na saksofonu, pa mogoče bi jaz sem dala punco z šohta, če lahko. Lahko. No, evo, naredimo malo pauzice, se vrnemo nazaj, pa povemo še kaj nas čaka v petek na koncertu na Krekovem trgu. Orlek, 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 tako se bo slišalo v petek na Krekovem trgu v Celju, ko bomo seveda pozdravili Orleke na odru, medtem ko danes jih pozdravljam pa že v studiu Radia Fantasy. Dobro jutro, z mano sta Ivo in pa Mitja. Dobro jutro, Bravo, še dobro enkrat. jutro. Še enkrat, ja, za vse tiste, ki so preklopili, veš, da vejo. Tako. Od veselih ventilčkov do Orlekov, oprosti, pač Ne pozabila. si mogel, ne bom, takih neumnosti ne pozabim, medtem ko, mislim, niso neumnosti, ampak veš, takih stvari ne pozabim, medtem ko, ko sem se mogla kaj naučiti za v šolo, tisti je šlo pa s tako svetlobno hitrostjo bi mojih možgan, da Bog pomagi. Kako sta bila pa kaj v šoli vidva? Sva bila v šoli. Sta bila? Sva hodila v šolo, ja. V redu, no. Vredo, no. V redu. Bomo zdaj prekinili program za šolo. Veš kaj, konc šole se bliža. Ja. In zato tudi na Krekovem trgu koncert je nekako ob koncu šole, ker je pač to tisti zadnji vikend, ne, pred Ko koncem se že šole. naučijo več otroci. V bistvu, ko bojo v petek vsi veseli, v ponedeljek še mogoče torek pospričevala, pa je tek to. Ali pa še pospričevala, zdaj pa je na rabijo iti. Lahko grejo kar sam mamice pa ati. Ne? Ja, otroke pa že pošibajo na morje. Vidva, greš tako na dopust? Ja, seveda. Skuske, ja. Ne vem, ko je kaj frej. Mislim, Glik sem malo hotela. na dopust, pa pol malo v avto, pa nazaj čez vikend, pa nazaj. Domov se dopust, vozimo na nekako, koncerte, da. ne, tako. Aha. Probamo biti nepredelč, ne. Ok, ne predelč, se pravi ste, kaj, Hrvaška, Italija, Avstrija. Ja, recimo, Slovenija. Tako, da se lahko pripelješ, zdaj glede na stanje na cestah, je sploh pomembno, da si čim bližji. Z katerega konca si ti prišel, Ivo? Jaz sem drugače prišel iz Maribora. Pa je bilo kaj? Mislim, Ne, si ne stal? prevozno čisto tekoče, tako kot vedno. Aha, ja, okej. ja, ni bilo težav. No, tudi zdaj, ko se boš vračal, tako 50 minut zamude boš imel, ampak to je to. No, to pa je novo, ponovadi jih ni. No, sej, lahko da tudi to ne bo, a veš. Ja, sarkazem na stran, seveda je bila gužva. No, pa takrat je bila prometna nesreča. Dobro. Treba izuzeti. Zdaj, z glasbo Orlekov znate kar precej presenetiti. Ker inštrumenti, ki se najdejo pri vas v skupini, so zelo raznoliki. Veselje za tonske mojstre. Glik sem hotela reči, dega pripravi se. Petek bo dan za zadetek. Se pa še našega tonskega mojstra ne bo njihov tonski mojster nas delal, ampak
imamo zagotovilo, da je dober in bo super zvok. Zdaj, koliko vas je v Orlekih v skupini? 9 nas je na odru. 9 vas je na odru, se pravi, zavzamete cel oder, dejansko. Ja. Če je dovolj velik. Če je dovolj velik, če ne, pa še kakšen kaj špila zraven. spodaj. Ja. Ivo je enkrat na gajbih eni diskotek stal. Tako je. Ja. A imamo kako sliko tega? Ne, nimamo. Jo. V katerih cajtih je to bilo? To je bilo pa še v 90-ih. Ja. Ja. Takrat so V bile še Mesečin. gajbe bolj fiksne. Tako so imeli mali oder, pa še tiste bile del, so bile stopnice gor. In pol smo takrat na gajbe dali pa na desko, pa Ivo tam na tistem. Pa dobro, znajdi se, ne? Ja. Ja. V redu, zdaj špilata pa bas kitaro, pa kitaro. Taro, ja. Je to edino, kar igrata, ali sta se usposobila tudi že za kako pišolo vmes? Pa... Ne, to ne skrbijo. Jaz sem bil trubentač sicer v osnovi, ampak že 20 let ne igram trubente. Pa bi znal, če bi jo imel? Tehnično ja, tehnično še zdaj kromatiko ti jo zdaj na pamet zaigram. Ampak ustnice pa verjetno ne bi šle. Ne? To je tako pri meni žvižganje. Ustnice še spravim v položaj ven, pa nič ne pride. Ne? Ja. Tako da, v redu. Zdaj, Orleki se vračate v Celje, ampak vi imate tudi kar pestro poletje. Zdaj, od Knapov greste v Celje z roko v roki z gasilci. Igrali boste namreč na 70. obletnici Gasilske zveze Celje in pa poklicne gasilske enote Celje. A vam to kaj pomeni? Ja, absolutno. Seveda. Ker veš, da ti tudi take skupine, recimo kot je neka taka društvo ali ne vem, zavod, karkoli, da so v bistvu tam naši fani, tudi gasilci pa po celi Sloveniji, mi smo že kar kdaj igrali na kakšni taki žurki podobni, in to zelo pomeni, da te v bistvu hočejo imeti na svojem koncertu, Orleke hočemo. To je vedno čast. Ja, dejstvo je, da imamo kar raznolik glasbeni program. Imamo od mladih LPS-ovcev, vas, Tabujevci, in najdlo se bo res za vsakega nekaj. Tako da mi se bomo na Krekovem trgu dejansko dobili že ob 7:30. A že kaj veste, kdaj boste vi na vrsti? Vemo. A lahko prešepnete? Prešepnemo, ja. Mi bomo tam pred 9:30 ne bomo začeli, malo po 9:30 verjetno. Ok, tako da mi do takrat ogrejemo grla. Takrat ogrejte grla, ker en dober izraz smo dobili z reklamo, ki se na vašem radiju vrti, in to nas je kar malo nasmejali tudi, ko je bila reklama, legendarni Tabu in pol neukrotljivi Orleki. In dejansko že 36 let norimo gor po odru. In pridite, pač tudi tisti, ki mogoče niste imeli čist namen pridite, boste videli, da smo res 22-23 let stari vsi. No. Toliko glede tega. Neukrotljivi. Se pravi, vseh 9 vas bo gor tudi nova punca. Ja. Tudi nova punca. Par jih je v bendu, skoraj polovica benda je, ki v bistvu so rojeni po tem, ko smo mi začeli igrati. Ali pa saj en par. Ja. No, jaz bom tako rekla. Leta so sam številka. Na odru boste pa pokazali, koliko te številke date od sebe. Tako. Ne? Zdaj, ker pravijo, bolj star, bolj nor. Ja, se to bolj star, bolj mlad, ne? Kako, ne? Se nor tudi. Ja, ne? Ja, se je meni tudi zdel. V glavnem, zašpilali boste koliko komadov? Imate že repertoar? Ja, 20 je. Ja, kar tam bo koliko 25 cirka. Ujebem ti, što pa bo fešta. Vse hite bomo zaigrali, pa še kakšno zraven. Pa par je kratkih. Kaj novega? Ja, tudi so nove, recimo, Noh Šiht bomo zaigrali, ki je zadnji singl, pa mislim, vse... Tudi nerelisan komad. Tudi kakšne dva, kakor sta iz zadnjega albuma, ki še nista bila singla, bomo tudi zaigrali, recimo, drugače pa ostalo pa je tisto, kar bojo pa večinoma, po mojem, ljudje poznali, od Vinske trte do Ko so lipe cvetele na Kum, kaj še ne naštejem, Adijo knapi, pa Perk Mandlc, Henrik in Rozika, kjer trte rastejo. Tega sem čakala. A lahko dam tega zdaj gor? Tega Ivo napisal, ga moraš tega. Ne? Ja. Evo, Ivo, hvala za tale komad. Vama hvala, ker ste prišla v studio. Orleki torej v petek 20. junija ob 19:30 začnemo. Orleki pridejo na oder malo kasneje, ampak vseeno do takrat pa bomo rekli na pomoč gasilcem in seveda tudi s torto se bomo sladkali. Ker 70 pa ni tako zanemarljivo. Ni kar tako, ne. Ja, evo. V glavnem zdaj pa gremo z Orleki, Sixpack Čokurjem, kjer trte. Radio Fantasy.